pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 25. kroga prve slovenske nogometne lige. Ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi Domžal in Kopra. Koprčani bodo lovili četrto zaporedno gostujočo zmago proti Domžalam. Ravbarji pa bodo seveda skušali nadaljevati z dobrim nizom. Požek Vanca še zdaj z agresivno reakcijo. Krajinović. Mimo Ngvankvoja, ki je grdo izpadel. Krajinović pred vrata, priložnost za Koper. Edom Voni do strela, to da Domžalčani so se čudežno ubranili. Daleč najlepša priložnost na tem obračunu. Koprčani z napadom nadaljujejo. Edom Voniju se je nasmehnila res krasna priložnost. Nigerijec žoge niti ni zadev slabo. Dobil je znak Žiga Repas. Krasna uigrana kombinacija, priložnost za Domžale. Zenih Usman je prišel do strela. Izpadla je obramba Kopra. Nova sijajna zamisel Simona Rožmana je verjetno bila to. Bartol Barišić pa se je zapletel in to je izkoristil Bilić, ki mu je žogo dozel, ampak napad Domžal še traja. Pred vrata Mutavčič, dobra podaja, priložnost za Domžale. Do strela je prišel Franko Kovačević, ampak ostaja pri zidu 0:0. V prvem polčasu, ko je bil na trenutke tempo zelo pester, zdaj morda nevarnost za vrata Kopra. Kovačević pred vrata, Koprčani pa odbijajo, ampak ni še konec. Strajnar pred vrata in lovi potem Golubović. Koprčani so preživeli tale potenten nalet. Kovačević, ostra podaja Kovačevića. Odreagiral je Golubović, pa nekaj zmede v taboru Kopra. 11 metrov, ko zdaj zahtevajo Domžalčani. Močan udarec in kot bo za Ravbarje. Simon Rožman, tekma z malo priložnostmi, umetniški vtis je bil nekako potisnen v ozadju. Vi ste podaljšali niz neporaženosti, kako ste na koncu zadovoljni s točko? Ja, moramo biti zadovoljni. Vemo, da smo igrali proti eni zelo dobri ekipi, ki spada sigurno v vrh. Mi še nismo tam, delamo pa bomo rekel iz tedna v teden, da bi se nekako lahko priključili. Ja, zelo, bomo rekel, taktična tekma, zelo borbena tekma, težko igrišče. Smo imeli, bomo rekel, oboje neke popriložnosti, do nekih izrazitih nismo prišli, ampak na koncu, bomo rekel, za nas sigurno, tako kot sem rekel, proti eni kakovostni ekipi, je vsaka točka zelo dobrodošla. Že v torek se boste ponovno pomerili s Koprom, pričakujete kaj drugačno tekmo kot danes? Jaz mislim, da spet bomo rekel, odločile nianse. Sigurno bomo rekel, v tem zgoščenem ritmu treba biti zelo pazljiv, kako dozirati, nikako si ne smemo privoščiti. Bomo rekel, da ta ozek kader kakorkoli pride do nekega deficita v smislu kakršnikoli poškodb, tako da bomo rekel, razmišljali zelo celostno in bomo videli, bomo rekel, v kakšni zasedbi se bomo zoperstavili v Kopru, ker je vedno, bomo rekel, vsakemu težko. Zoran Zeljković, na 5. zaporedni tekmi ste ostali brez zmage, vseeno pa v boju za mesta, ki vodijo v Evropo, osvojili pomembno točko. Kako ste z razpletom zadovoljni? Ja, ko zgubiš tekmo in igraš naslednjo v gosteh, je zelo pomembno, da zopet ne zgubiš. Če gledamo iz tega vidika, mislim, da smo popravili igro v brambi, kajti na prejšnji tekmi smo bili kriminalni in tokrat nasprotnikov nismo pustili veliko. Je pa res, da imamo ogromno še rezerve v napadu, sicer pa ni bilo lahko zelo težko igrišče. Nasprotnik vedno za žogo, neke polpriložnosti in po mojem okusu zelo negledljiva tekma. Omenili ste torej, da v napadu so rezerve. Nekako se res zdi, da Koper ni tako sproščen, kot je od vašega prevzema. Kaj je recimo potrebno popraviti, da bo to znova tisti pravi Koper? Ja, sigurno malo se čuti, da se igralci v krču, kajti nobenemu ni ugodno. Dobro vemo, kakšna so pričakovanja in kakšni so trenutno rezultati. S tem se moramo znati soočati, vsi skupaj zahtevati od sebe bolje, verjeti v to, še bolj trdno delati in verjamem, da bomo naslednjo tekmo že, bom rekel, po domač povedano, malo bolj jajca pokazali.
Danes torej ni bila tako gledljiva tekma, pričakujete drugačno sliko čez 3 dni, ko se boste znova pomerili z Domžalami? Ja, igramo doma, verjamem, da bo vseeno malo boljši teren, tako da sigurno bomo igrali na zmago, tako kot smo danes. Mislim, da se je nekaj vse videlo, da fantje hočejo, ampak tako kot sem rekel, nismo pa v nekem idealnem momentu in treba se bo dvigati. Vid Kodarman, prvič v tem delu prvenstva ste ohranili nedotaknjeno mrežo, na koncu prišli do točke. Kako ste vi zadovoljni z razpletom? Seveda moramo biti zadovoljni, da smo prvič ohranili nedotaknjeno mrežo, ampak vedno stremimo po več, vedno hočemo domov pripeljati z gosteh 3 točke. Seveda zadovoljni, da se tekma ni izgubila, ampak bi bili še bolj veseli, da bi se ta kriv. Andrej Đurić, danes na tekmi ni bilo veliko priložnosti. Kako ste vi videli obračun, ste na koncu zadovoljni s točko? Pa da, bila je veoma zahtevna utakmica. Borili smo se, imali smo mi naše šanse, imali smo i njihove. A mislim da je ovo realan rezultat, mi smo zadovoljni i naravno okrećemo se sada pokalu i nastavljamo dalje.